danes je obletnica smrti gospoda Aleša Stanovnika, oziroma doktor Stanovnika. Bil je krščanski socialist, ubili so ga tukaj Nemci v Gramozni jami, nedalj stran od Novih Žal. Pa me zanima dva, tri vprašanja, in sicer najprej, kako sploh priti do sprave? A je mogoče sprava sploh? Spravi se lahko približamo. Verjetno bojo čustveni odnos do dogodkov ostal. Potrebno je pa v največji meri priti do ene resnice, rekel vsaj višje stopne resnice. Vse plati je treba osvetliti. Tako po eni strani povojne poboje, ki jih niso izvajali partizani, ampak povojna oblast, mi temu rečemo majski komunisti. Po drugi strani pa je treba tudi priznati drugo plat resnice, da je bilo domobranstvo zgrešena zadeva. Da je bilo povezovanje z okupatorjem napaka, zgodovinska napaka, ne glede na vse okoliščine, ne glede na sektaško politiko takratne partije, je bilo to po mojem napaka in je bilo manjše zlo se priključiti osvobodilne fronte. Marsikateri kristjan je razmišljal, kaj naj stori. Bil je v dilemi med enim in drugim, povsod je videl neko slabost. Osvobodilna fronta je bila povezana z težnjo komunistične partije po družbenih spremembah. Bali so se ekskluzivizma partije, nekega sistema, ki ne bi bil sprejemljiv za verne. Po drugi strani smo imeli pa okupatorja, ki pa tudi ni bil vzor demokracije, nasprotno, ki je podoben kot stalinizem izvajal totalitarni sistem. Z bistveno razliko, da so okupator, fašisti in nacisti bili tu, bi rekel, tisti, ki so hoteli izbrisati Slovenijo iz zemljevida. Med temi tehtanji mislim, da je bila vseeno pravilnejša pot vključitev v osvobodilno fronto in tako je tudi Aleš Stanovnik storil. Še povejte, glede na to, da ste skupaj z socialnimi demokrati, pismo nameri, pač sodelujete na teh volitvah, koliko avtonomnosti vam pušajo? Imate avtonomnost kakšnokoli? Mi imamo, moram reči, celo preveč avtonomije, redko kdaj se, rekel, usklajujemo, praktično ne. Praktično se ne usklajujemo, to se pravi, poteze, ki mi vlečemo, so lahko enake potezam SD-ja ali pa tudi nekoliko različne. Tako da mi dajemo mogoče obeležje nekim dogodkom, ne da so v nasprotju s politiko SD-ja. Večji poudarek, kot je bilo v tej obletnici, veste tudi, da smo se pridružili shodu pred pravoslavno cerkvijo. Tudi to ni bilo nobenega nasprotovanja v SD-ju, ampak to je bila naša suverena odločitev. Mi aktivno sodelujemo tudi pri pripravi alternativne vladnega programa. Verjetno bojo nekatere stvari upoštevali, nekatere pa tudi ne. Ma krščanski socialisti še kakšnega akreditiranega kandidata razen vas? Ja, pogovarjamo se še o parih kandidatih. Moramo pa vedeti, da vsi kandidati grejo čez neke preizkuse, ugotavlja se, koliko imajo možnosti in mi pač se zavedamo, da moramo pač priti s kandidati, ki tudi bojo lahko na volitvah uspešni in ki bojo prinesli k skupnemu uspehu. Vsekakor pogovori so še tečejo glede kandidatov. Zdaj pa še zadnje vprašanje. Od katerega stališča, od katere vrednote pa ne odstopate, pa tudi če gre na nož? Mislite v odnosu do... V politiki v tem primeru, ja. V politiki ključne programske točke mi želimo, da bi socialdemokratski program ostal socialdemokratski. Če bi se to spremenili v ključnih zadevah, v program LDS-a, sigurno potem mi ne rabimo 3 stranke z istim profilom. Mi hočemo, da socialdemokrati ostanejo socialdemokrati. To so pa videli zelo, veste, mogoče tudi v zadevah, ki so skrite v podrobnostih.